študentskega sveta Teološke fakultete bi vas vse pozdravil na tem prvem dnevu študentov Teološke fakultete. Vreme nam je zaenkrat naklonjeno, da upajmo, da bo ta prireditev uspela in bila tudi tradicionalna. Čez nekaj trenutkov bomo začeli s turnirjem nogometu in odbojka na prvem dnevu študentov Teološke fakultete. Dobro in pomembno je, da se zavedamo tudi pomena državljanstva in svoje države. Zato bomo sedaj skupaj zapeli slovensko himno. Torej, sem Uroš Borovnjak, študentski svetnik iz Teološke fakultete, študent prvega letnika, ter sem koordinator te organizacijske ekipe prvega dneva študentov na Teološki fakulteti v Ljubljani. Za ta korak oziroma za ta dan smo se odločili študenti predvsem zato, da bi povezali med seboj študente in profesorje v nekem prijateljskem duhu, ne samo v študijskem duhu, ter tudi v tem času, ko je kar viharno za teologijo, za cerkev, da pokažemo, da kljub vsemu smo enotni in da se vemo zabavati in da smo prijatelji kljub vsem problemom. Današnji program se je začel odvijati ob 9. uri zjutraj, ko smo začeli z svetom mašo, ki jo je daroval pomožni ljubljanski škof monsenjor dr. Anton Jamnik. Nato smo nadaljevali z turnirjem v odbojki in nogometu, po 14 ekip se skupaj. Nadaljevali bomo z polfinalami in finalnimi tekmami. Nato sledi slovesna podelitev nagrad, pohval, pokalov, ter zahvala sponzorjem, zahvala organizacijske ekipe, ter na koncu bomo imeli še koncert, ki ga bo izvajal pater Janez Ferleš z svojimi sodelavci. Lep pozdrav. Stanko Girjol je moje ime, dekan Teološke fakultete. Danes imamo prvi dan študentov, kot bi temu lahko rekli. Gre za obštudijske dejavnosti, v okviru katerih smo organizirali en nogometni turnir s 8 ekipami in pa za dekleta, za študentke in seveda tudi sodelavke pa v odbojki. Malo smo razmišljali o tem, kakšno bo tveganje zaradi vremena in vidimo, da smo se kar dobro odločili. Zbralo se nas je zjutraj verjetno največ, ko smo začeli s sveto mašo, tam okrog 200 ali dobrih 200.
Potem se pa številka giblje malo manj, malo več, je pa zelo lepo in dobro razpoloženje. Zdi se mi pomembno, da v teh časih, ki so nekoliko bolj zahtevni, znamo najti čas tudi drug za drugega. Da se družimo, se pogovorimo, da se malo tudi kot skupnost Teološke fakultete začutimo. In morda ob tem še par besed o Teološki fakulteti. Na naši fakulteti je približno 700 študentov na vseh stopnjah univerzitetnega izobraževanja. Imamo še en 3-letni program, potem imamo tako imenovani stari program teologija, ki traja 5 let. Poleg tega deluje na Teološki fakulteti tudi program zakonske in družinske terapije in pa seveda nekaj specializacij. Začeli smo tudi že z Bologno, kot vsi vemo, so tukaj zelo različna mnenja, tudi pri nas na naši fakulteti. Nekatere stvari potekajo dobro, pri drugih imamo več odprtih vprašanj. Smo pa veseli, ker smo lahko v okviru Bologne uveljavili program nič+5, kot se temu reče, se pravi 5 let teologije, ki je namenjena zlasti tistim, ki bodo neposredno vključeni v delo v cerkvi, pa seveda kandidatom, ki se pripravljajo na duhovniški poklic. Imamo pa tudi 3-letni program, ki je dober, kakovosten, je pa mišljen tudi kot program, po katerem se študente in študentke, ko diplomirajo, odločijo lahko še za bolj kakšno konkretno delo oziroma za izpopolnjevanje na drugi stopnji, na stopnji magistrskega študija. Skratka, tukaj so stvari še odprte, seveda, hkrati se pa dogaja že sedaj, da tudi iz drugih smeri 3-letnih programov prihajajo tudi k nam na magistrski študij, zlasti v povezavi z zakonsko in družinsko študijo, kjer gre za izpopolnjevalni program. Je veliko študentov iz drugih fakultet, če se ne motim, celo več kot iz naše, pa tudi v okviru zakonskih in družinskih študij, kjer je kar vsaj polovica, če ne več, tudi študentov, ki so zaključili svoj program na drugih fakultetah. Tudi v okviru doktorskega študija imamo 2 programa, teologija in pa zakonska in družinska terapija, to sta 2 smeri na naši fakulteti, poleg tega pa še religiologija, ki jo organiziramo kot študijski program v okviru, oziroma kot področje v okviru študijskega programa humanistika in družboslovje, zlasti skupaj s filozofsko fakulteto in fakulteto za družbene vede. Toliko morda za enkrat, nekaj podatkov in poudarkov. Želim vam vse dobro in vas lepo pozdravljam. Torej, ta današnji dan, ki je mišljen kot nekakšni športni dan Teološke fakultete, letos obhajamo prvič in je nastal na pobudo študentov samih. Lahko si mislite, da profesorji sami s tem niso bili v začetku preveč zadovoljni, ker s tem odpadajo študijske ure. Vendarle se danes kaže ta dan, da je velik prid fakultete same, ker nas povezuje tudi študente in profesorje in nam omogoča, da tudi drugega spoznavamo v drugačni luči, ne samo v tisti, kakor se srečujemo študenti prek katedrov v učilnicah. Torej, upamo, da bo ta dan z leti postal tudi tradicionalen. In hvala Bogu nam danes tudi vreme pri tem pomaga. Sicer pa imamo na Teološki fakulteti študente, ki
Mnogi od njih se pripravljajo za duhovni poklic duhovnika, redovnika ali redovnice. Je pa tudi precej laikov in mnogi od njih si postavljajo vprašanje, kaj bodo po končanem študiju delali, vendar izkušnja kaže, da dobivajo mesta, službena mesta, tudi pomembna mesta v slovenskem javnem prostoru in moram reči, da tista glavna kvaliteta, ki jo študent pri študiju na naši fakulteti pridobi, je predvsem samo iniciativa, se pravi, študij predvsem oblikuje ne samo, da študentu daje potrebna vedenja, ampak tudi študenta oblikuje, da zna sam ustvarjalno delovati, nastopati na mestih, ki jih potem v službenem življenju zaseda. In ko potem gledamo nazaj naše študente, napredek, ki so ga v 5 letih naredili med študijem in potem delom, ki ga nastopijo, moram reči, da smo velikokrat zelo zadovoljni. Sem Klemen Kocijančič, predsednik študentskega sveta Teološke fakultete in upamo, da bo ta prireditev postala tradicionalna. Tukaj v minoritskem okolju, v Sostrem, smo se zbrali študentje teologije iz cele Slovenije, tako iz ljubljanske kot mariborske enote, da bi skupaj s profesorji in drugimi delavci na Teološki fakulteti uživali malo pred izpiti, ki se nam bližajo. Profesor Tuhec, lahko kakšen komentar za televizijo vas? Kakšen komentar? Zakaj ste se odločili? Zakaj? Za sodelovanje na prireditvi? Ja, zakaj sem se odločil? Zato, ker je bilo tako prvič in se mi je zdela dobra ideja in mi ni žal, da sem se tako odločil. Poleg tega pa sem skozi z mladimi, tako da mi ni težko kaj igrati. Hvala. Profesor Klun, kakor filozof. Stališče. Fuzbal je bil že vedno blizu filozofiji, ne? Ne, je enostavno treba braniti profesorske barve. Čeprav je stih bolj slabo, ne, ampak trudim pa se po svoje. Ja, prireditev je dobro zasnovana, čeprav določene stvari nas motijo, ampak smo veseli, da se je fakulteta odločila za ta nov način druženja. Res nekaj lepega, enkratnega, tudi dobri Bog nam je šel na razpolago, da nam je dal lepo vreme. Vse, kar je pa ostalo povezanega tu, pa ne bom komentiral, naj dobri Bog presodi, kaj je prav in vem, da on bo to vrnil na še največjo ljubezen, ki jo bomo mi dali, tako da hvala za vse, kar smo lepega prejeli, pa še bomo lepega prejeli, pa verjamem, da bom naslednje leto spet prišel. Hvala. Kako se počutite danes? Mislim, jaz se počutim enkratno, ker sem med študenti, med uslužbenci, med profesorji, med vsem, kar je na naši fakulteti in smo res kot ena velika družina. In mi je super. Sem ponosna na študente, glede na to, kar se je včeraj dogajalo na ljubljanskih ulicah ali pa danes je to kot dan pa noč. In je res enkratno. In če hočejo slovenska javnost videti, kakšni so študentje, ne pridejo pogledati na Teološko fakulteto, pa bojo videli pravo sliko naših študentov. Brez pijače, brez alkohola, brez, ne vem, samo športen duh, tako da je res zdrav duh v zdravem telesu. Vredo, jaz mislim, da samo po sebi je to vredo, za študenta je dobro. Malo povežejo, pa malo neke druge odnosi se ustvarjajo, kako se cepi študiju, tako da je to dobro. Tudi organizacija, jaz mislim, da je dobra. Do zdaj, ne vem, da bi kakšnega posebnega kiksa nisem jaz opazil. Tisti, ki igrajo s srcem, mi pa se deremo, pač tudi po svojih močeh, da navijamo. Jaz pravim, zdaj za Maribor jaz moram bolj navijati, ker pač to se že spodobi. Tako da zastopam Viole, sicer brez razgrajanja. Ja, bilo je super, zdaj še čakamo na zadnjo igro, če bomo osvojili 3. mesto, ko mi čakamo na pokal. Bila je organizacija super, piknik, igre, tako da res hvala. Kako se kaj počutiš? Da reči glas. Zagrafta. Da reči vzemi žogico, da reči glas. Super, fino, zdravo, zabavno, dosti za pit, dosti športa, tako da vreme je super, še drug let, pa še kaj prej. Ja, zdi se mi pomembno, da
bistvu, da teologijo udejanjimo tudi v praksi, da se družimo, da se spoznavamo, da je v bistvu zdrav duh v zdravem telesu, ne? To je pomembno. Jaz sem z današnjim dnem zelo zadovoljen. Ko smo načrtovali to igrišče in te terene, smo imeli v mislih take dneve in sem res vesel, ker da ta prostor služi svojemu namenu, tako eno in drugo igrišče. Drugače se tu ob nedeljah zbira ljudje, ampak ne vem, sem tukaj že 10 let, pa dvomim, da je bilo kdaj toliko ljudi, kot je danes. Tako da sem res vesel, da so ljudje zadovoljni in da vse poteka tako, kot mora in da ni prevelikih poškodb tu in tam kakšna manjša, ampak to je znak, da smo tudi športni del tega dneva vzeli zares. Kako pa ta dan osebno doživljam? Ja, zjutraj sem se težko odpravil na to, ker me čaka toliko drugega dela. Sedaj pa me to povezovanje in druženje tukaj, mislim, da mi sega zelo globoko v srce. Sem vesel, da sem lahko tukaj, je pa žal ugotavljam, da za tak dan, športni dan, bi človek potreboval veliko več sape, kot pa jo nekateri profesorji danes tukaj premoremo pri raznih igrah v odbojki ali pri nogometu. Pri vsej tej stvari so nam predvsem dosti pomagali različni sponzorji. To so v prvi vrsti Teološka fakulteta, torej uprava Teološke fakultete, študentska organizacija Teološke fakultete, študentski svet Teološke fakultete, potem pa Salve DOO, ki je dala ves promocijski material. Na to sledijo Minoritska provinca, ki je ponudila svoj prostor, prav tako provinca Salezjancev, ki je ponudila nadomestni prostor. Potem so različni sponzorji, kot so Lazaristi, ki so plačevali tehnične zadeve na današnjem dnevu. Na to sponzorji Exodus, družina RKC oziroma tiskovni urad RKC Pivovarna Laško, ki je dala vodo, ter anonimni dobrotniki, ki so finančno pomagali, da se cela stvar lahko nekako izpelje. Vsem se iskreno zahvaljujemo v imenu vseh študentov, tako v imenu profesorja in celotne fakultete. Saj se mi zdi, da je današnji dan potekal res dobro, z lepim vremenom in da smo med sabo res lahko povezali se kot prijatelji in naredili nekaj iz Teološke fakultete, ne samo študijskega prostora, ampak tudi prijateljskega in državnega prostora. Začeli bomo s hozano. Oče, tebi izročam se, tebi povzdigujem glas, ljudim te in te častim, daj da te ne izgubim. Vse storiti pripravljen sem in ljubiti tebe le, vse sprejeti iz tvojih rok, zgodi tvoja volja se. Hozana, Hozana, polna slave nebesa so. Hozana, Hozana, ti na zemlji prebivamo. Hozana, Hozana, polna slave
vse storiti pripravljen sem in ljubiti tebe le, vse sprejeti v svojih rok, zgodi tvoja volja se. Dajmo si! Hozana, Hozana, blagoslavljen je Visok. Hozana, Hozana, mi na zemlji prebivamo. Hozana, Hozana, blagoslavljen je Visok. Hozana, Hozana, mi na zemlji prebivamo. Jezus, hvaležen sem ti. To bo naslednja pesem, ena taka bolj živahna. Lahko plešete, če želite, prostora imate dovolj. Meni se ne da odkrito povedano, 5 tekem je za mano. En teden ne bom igral nogometa, sigurno ne. Jezus, hvaležen sem ti, Jezus, da življenje živim. Jezus, ko se bojim, Jezus, v tebe zaupam in bolečin. Jezus, molim in pim, Jezus, pojem slavim. Jezus, za te živim. Jezus, nikoli ne pusti, da v slavo si obležim. Aleluja, 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 aleluja. Poj z menoj, pesem Jezusu, poj z menoj. Poj z menoj, pesem Jezusu, poj z menoj. Aleluja, 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 aleluja. Poj z menoj, pesem Jezusu, poj z menoj. Poj z menoj, pesem Jezusu, poj z menoj. Aleluja, aleluja, poj z menoj. Aleluja, 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 pesem Jezusu, poj z menoj. Nagrade bo podelil Klemen Kocijančič, predsednik študentskega sveta. Dober dan vsem. Bomo začeli z najboljša igralka in potem podelimo te glavne pokale. Najboljša igralka je bila Jasmina Pišek. Najboljši golman, samo 3 gole. Jure Sojić. Najboljši strelec sta 2 i 6 golom, Sašo Komes in Benjamin Puhan. Turnir odbojka, 4. mesto, Vijolice. Za 3. mesto, Svatje. Drugo mesto je za Indijanke. Zmagovalke so bili turnirja današnjega dne Sončiće.
Nogometni turnir. Četrto mesto so dosegli fundamentalisti. Za tretje mesto profesori. Za drugo mesto mojstri. Zmagovalci nogometnega turnirja SAP, prvo mesto. Torej, preden se zahvalimo sponzorjem in vsem ostalim, se bom... Bravo, bravo! Torej, ja. Profesorici Cecilije Mršič se zahvaljujemo za pevsko sodelovanje z svojim pevskim zborom. Torej, naslednja oseba, ki se je tudi organizatorji zelo zahvaljujemo. Pater Šegola, Ordo Fratres Minoris Conventualis. Gospoda Pater se zahvaljujemo za koordinacijo prostorske ureditve, za gostoljubje, za stalno spodbujanje, za res za vsako, kar nam je naredil. Naslednja zahvala sicer danes že manjkajočej osebi. Monsenjorju škofu Antonu Jamniku za predsedovanje in za spodbujanje senatorja, da odobrijo. Prevzel bo dekan, ki mu tudi dajemo nalogo, da mu izroči. Naslednja zahvala gre določeni osebi, dekanu Gerjolu Stankotu, za res vsa dovoljenja, za vse formalne in tudi za res čisto za vse. Zdaj pa ne pridejo na oder Rok Pisek in njegovi sodelavci z tretjega letnika. Prid na mesto Roka, no? Prede. Jaz moram pa podeliti nagrado za ekipo z najvišjo povprečno starostjo, za profesorja. Bravo! Sedaj besedo predajam Klemenu Kocijančiču, predsedniku študentskega sveta, in na to še besedo za zahvalo sponzorjev dobi pa Uroš. Ok, hvala vsem, ki ste danes sodelovali, tako igralcem, kot drugim sodelujočim. Upam, da bo to tradicionalna prireditev na Teološki fakulteti. Če se strinjate, dajte... Vodstvo fakultete tukaj je, glas študentov je bil, torej vzeti morate to na znanje. Torej, v imenu vseh študentov bi se zahvalil organizacijskemu odboru, predvsem bi dal na začetku kolegu Damjanu, ki je bil pobudnik tega, torej en velik aplavz. Seveda brez našega Uroša, ki je še prebil čez tono birokratskih ovir, ne bi bilo tega dneva. Zahvaljujemo se tudi študentski organizaciji, ki je prispevala okrepčilo. Zahvaljujemo se pa tudi salezijanskim, kapucinskim, lazaritskim in minoritskim bogoslovcem, ki so pomagali ta dan uresničiti v tej obliki, kakršen je. Še enkrat hvala vsem. Sponzorji.
Prvenstveni so sponzorji študentje, ki so stvar pripravljali. Njihova pomoč, njihova udeležba in vse skupaj. Naslednji sponzorji. Teološka fakulteta za upravo, študentska organizacija Teološke fakultete v Ljubljani, študentski svet Teološke fakultete v Ljubljani, minoritska družina, Salve DOO, Exodus, RTV, pivovarna Laško Union, Lazaristi, Salezijanska družina, tiskovni urad RKC, družina, Pop TV, prostovoljno gasilsko društvo Tunice, Bogoslovno semenišče v Ljubljani, potem osebe potem Alenka iz 3. letnika Zažar, ter vsem anonimnim dobrotnikom, ki so prispevali, ampak se ne želijo imenovati. Vsem v imenu organizacijske ekipe in Teološke fakultete iskren hvala. Zadnjo besedo pa podelim gospodu dekanu, na to pa še Cecilija pride sem gor in zapoje eno pesem. Da ne boste predolgo čakali Cecilijo, moram pohiteti. Hvala lepa. Stavek 2 morda ob koncu. Najprej hvala lepa vsem, ki ste to organizirali, še prej že pobudnikom. Hvala lepa Damjan, pa Uroš. Se mi zdi, da je to precej, da se je precej vrtelo okrog vaju, ne vem točno, kako je vse potekalo, ampak ko je prišlo do mene, je bilo meni, da že kar precej zmenjeno. Potem hvala lepa tudi za zelo dobro strategijo, ki ste jo uporabljali tako, da ste prepričali senat. Dekana se mi zdi, da je bilo lažja zadeva. Tudi senat je potrdil vaš predlog, pravzaprav soglasno. Hvala lepa potem 3. letniku, ki je skrbel za Kano, če se ne motim. Pa Alenki seveda, hvala lepa. Hvala lepa, ker ste me spomnili, če me ne bi lahko na Alenko pozabil, tako pa na Alenko ne bom pozabil. Hvala lepa, ja. Alenka, kar počakajte, zdaj že vsi vemo. Hvala lepa vsem drugim, ki ste sodelovali v katerikoli obliki. Vemo, da je to precej dela, tudi v zakulisju, kot pravimo, ki se ne vidi, in tisto je pravzaprav najbolj pomembno ali pa najbolj koristno. Hvala lepa, lahko rečemo tudi, začeli smo z mašo, tudi na koncu lahko rečemo hvala lepa Bogu. Tudi zato, ker smo imeli zelo prijetno vreme. In je bilo nekaj skepse, ampak se mi zdi, pogumnega podpira sreča, pravimo, in očitno tudi Bog. Tako da smo dobro izpeljali. Gotovo gre za dan, ki ne bo šel tako hitro v pozabo. Na vsak način računam malo, s tem bomo še videli še veliko odprtega, pa kljub temu, da se bo prej zgodil naslednji, kot bomo tega pozabili. Tako, hvala lepa. Profesor Cecilija Emeršič, organizacijski odbor vas vabi gor. Sonce kmalu bo zašlo, angeli bijo nad menoj Gospod. Čuvaj me to noč moj Bog, angeli varujte me. Ves dan, vso noč, angeli bijo nad menoj Gospod. Ves dan, vso noč, angeli varujte me. Če ne bom dočakal dni, angeli bijo nad menoj Gospod. Reši mojo dušo le, angeli varujte me. Ves dan, vso noč, angeli bijo nad menoj Gospod. Ves dan,